Torej, kot rečeno, koalicija je nastala koncem februarja, takrat, ko je bilo jasno, da gre predlog zakona v obravnavo po hitrem postopku. Začelo se sicer decembra leta 2014. Hiter postopek pomeni, da ni javne razprave. Hiter postopek pomeni, da se spreminja v nekem zakonu zelo majhno število členov, tja do 8. V tem zakonu se jih je spremenilo, mislim, da 5, ampak vsebinsko zgolj 2. Ostali so tako, bi rekli, neki spremljajoči pravni členi. No in seveda Koalicija za otroke je začela postopke za referendum, zbiranje podpisov. Vse to je bilo množično podprto s strani državljanov, in ker je bilo preveč množično, takrat je Državni zbor po 4 dneh prekinil zbiranje podpisov, češ da referendum o pravicah, človekovih pravicah ni dovoljen. Nekako tako piše v ustavi, ki se je spremenila malo nazaj, ne prav dolgo. No, Koalicija za otroke je sprožila ustavni spor pri Ustavnem sodišču z zelo dodelanim, odličnim pravnim tekstom, za katerega smo imeli na voljo zgolj 7 dni za nek vrhunski pravni tekst, ki je zagotovo na rangu nekega doktorata pravnega. No, vendarle smo potem zaprosili še Ustavno sodišče za malo odloga, da smo to dopolnili. Dolgo je trajalo, da smo dobili odgovor šele v oktobru. Torej, stvar se je vlekla. In če povzamem, da je bilo v imenu tega, da ne smemo odločati o zakonih, ki govorijo o človekovih pravicah, izrečeno to, da je Državni zbor seveda namerno, pač tisti, ki so o tem odločali, ki so bili za, namerno izpustil in prezrl tisto dikcijo zakona, ustave, ki pravi, da ne sme biti referenduma o tistih zakonih, kjer je Ustavno sodišče že kdaj ugotovilo, da so kršene človekove pravice. To je pa bistveno drugače. In Ustavno sodišče nikoli ni ugotovilo, da bi zakon o zakonski zvezi kakorkoli kršil človekove pravice. In zato referendum imamo. Ob seveda različnih ločenih mnenjih sodnikov, in referendum je tu. Temeljno, kar koalicija izpodbija in kar se spreminja, je glede na samo spremembo zakona, ki je v vsebini spremenil praktično en člen, pa rečem 2, da je zakonska zveza namesto moža in žene, zakonska zveza 2 oseb, pa izvenzakonska zveza je zveza namesto moškega in ženske spet 2 oseb. Zagovorniki pravijo, da niso spremenili nič drugega in da gre izključno za pravico do zakonske zveze, tako kot imajo moški in ženska. Ne povejo pa, da ta zakon ne govori zgolj o zakonski zvezi, ampak ima 235 členov, in ne povejo, kaj je temeljni namen zakona, ki je zapisan noter. Temeljni namen je v zasnovanju družine. To je temeljni namen zakona. Ima pa več poglavij, in sicer sama razmerja med zakonci, torej zakonska zveza, izvenzakonska, se nekako podobno šteje. Potem so razmerja med starši in otroki, razmerja, ki govorijo o posvojitvah, razmerja, ki govorijo o situacijah, ko starši niso sposobni izvajati svoje roditeljske
dolžnosti, zato je tam zelo natančno opredeljeno rejništvo, torej o vsem tem govori zakon. In zaradi spremembe tistega vrhnega člena, kdo pa je v zakonski zvezi, se je s čopičem mavrične barve pobarval cel zakon. In ni res, da zakon samo daje in nič ne jemlje. Jemlje večini. Predvsem jemlje otrokom, njihovi prihodnosti in jemlje naši družbi. Če dovolite, mogoče 3-4 take bistvene točke, ki izhajajo iz tega. Najprej smo izgubili spolno identiteto. Vsi državljani. Namreč, če si oseba 1 in oseba 2, nisi več moški in ženska. Zdaj, kako se bo zakon sklepal, kako se bojo odločili, kjer je 1 pa kjer je 2, jaz ne vem. To se bojo verjetno malo težko določali. Naslednje, če rodi oseba 1 in oseba 2 nekega otroka, se to ne sme imenovati mama in oče, ker 2 osebi, kateregakoli spola, 2 moška, 2 ženski, 2 transseksualca, 2 osebi, ki si na vsake 14 dni menjata spol, pravite, da imate drugačnega, ne moreta biti mama, ne moreta biti oče. Eden je lahko, pri moških in ena je lahko oče ženska. In zato je treba ukiniti pojme mama, oče in jih pretvoriti v starš 1 in starš 2, se že uveljavlja. Torej, to, kar govorim, ni naša izmišljotina, kot rečejo, ampak se dogaja v državah, kjer so te stvari že bile. Zadeva gre naprej, seveda, kako naj 2 osebi istega spola, 2 moška ali 2 ženske, zasnujeta družino in rodita svoje, torej in svobodno odločata o rojstvu svojih otrok, kot pravi zakon in ustava, se seveda zavijo vidi, da to ne gre in je tu treba 3. osebo ali pa posvojitev. Posvojitve zagovorniki govorijo, ni res, da bodo posvojitve v homoseksualne razmerje. Seveda bodo, ker zakon govori o tem, tako kot je za moža in ženo, da kdo lahko posvoji. Kdo pa resnično ne sme posvojiti, to smo pa stari starši. Nam je pa to prepovedano. Izrecno, mislim, da je 136. člen zakona, ki pravi, da sorodnikov v ravni vrsti se ne sme posvojiti. To smo pa stari starši. Medtem, ko 2 homoseksualca ali 2 lezbiki to po novem lahko naredita. In zdaj si predstavljate travmo otrok, ki so, morebiti, ki izgubijo starše, ali pa so zaradi kakšne nesreče nesposobni za roditeljstvo, da jih bodo iztrgali iz širše družine, zavedno izgubili korenine, to se dogaja po tem zakonu. Torej, kdo ima srce, da lahko to naredi? Krivica starim staršem, neznanska krivica otrokom. In otroci, ki bodo tako posvojeni, ne bodo nikoli imeli mame, nikoli očeta, rasli bodo brez moškega in brez ženskega lika. To se pa kaže pri vseh, ki so odrasli v takih razmerih, za te ljudi kot velika travma, iščejo tako očeta kot mamo, pa ne samo travma, ampak tudi realne posledice na njihovem šolskem uspehu, na depresijah, na jemanju drog. Ta delež je bistveno višji kot pri otrocih, ki so zrasli v družini očeta in mame. To, kar se tiče posvojitev, morda bo kdo več povedal potem o tem, da kako se bo pravno še lahko spremenil, malo transformiral zakon, da bo možen nakup otrok, tako rečemo, umetne oploditve. Tako kot je že rekla poslanka Združene levice, da je to normalno za 21. stoletje. Nekdo zanika, drugi pravi, da je to čisto normalno in moderno. Torej, otrokom jemljemo veliko, družbi jemljemo svobodo. Zakaj?
povsod, kjer se to dogaja in je mnogo primerov, če se s tem nekdo ne strinja, bo homofoben, bo zato kaznovan in seveda največja, pa najbolj široka zgodba se bo pa odvijala na šolskem prostoru, ker je zakon jasno pravi, da mora država s svojim šolskim sistemom pomagati pri promoviranju družine, torej pri pripravi otrok, mladine na družinsko življenje. Do zdaj je to seveda malo drugače, ne? Ko se govori o družini mame, očeta in tako naprej. Odslej naprej bojo pa to zgodbe o dveh očetih, o dveh mamah in pa tako imenovana teorija spola, ki govori o tem, ki bo otroke prepričevala, da spol, v katerega so rojeni, ne pomeni nič, da biološki spol ni tisto, kar je pomembno in da si ga lahko kadarkoli in kakorkoli spremenijo. Priročnik za to je že narejen. Združena levica ga je v svojem predvolilnem času torej povedala, da bo to obvezno učno gradivo, če bo tak zakon sprejet. Mogoče potem kasneje kakšen stavek iz tega priročnika. Gre za seksualizacijo otrok, gre enostavno za silno zmedo pri odraščajočih otrocih. Najprej v vrtcu se berejo zgodbice o dveh dobrih pingvinčkih, kako sta dobra očeta, o dveh spet zajčkih, ki sta drugega, enakega spola in sta zelo, torej preko zgodbic, potem pa preko zelo direktnega nagovarjanja mladine, mladih, 12-14-letnih otrok, ki iščejo svojo, takrat se jim vzpostavlja spolna identiteta in postane zmeda v glavi, zmeda v družini, zmeda v družbi. Švedska, ki je to seveda je prva stopila na take poti, se danes sooča z izrednim porastom samomorilnosti otrok, tako da se v šole pošilja terapevte, psihologe, da bi otroke odvrnili od samomorilnosti. Torej, starši ne bojo mogli nič, ker ta zakon, ki upam, da ga bomo zavrnili v nedeljo 20. ne dopušča ugovora vesti. Se pravi, kdor na opustil otroka v šol, kdor bo nasprotoval temu javno, učitelj ali kakorkoli, bo kaznovan, bo v službo in tako. To niso za lase privlečene zadeve, vrsto primerov je pa največ časa, ki bi jih lahko navedli, da je to resnica.